V Ustavi Republike Slovenije so poleg pravic zabeležene tudi dolžnosti. In preden nekdo pridobi neko pravico, mora za to državo tudi opraviti nekatere dolžnosti. Tako to je v normalnem življenju. Tudi delodajalec ne takoj, ko podpišeš pogodbo o zaposlitvi, ti že kar ne vrže prve plače na mizo, ampak moraš nekaj oddelati za njega. Vzemimo to neko normalno stanje in predvsem nekaj, kar je povsod v Evropski uniji praktično urejeno. Od leta 1991 do 2002 ni bilo sporno, da tujci nimajo volilne pravice na lokalnih volitvah, državljani tretjih držav. Takrat ni bilo to ustavno sporno, a zdaj je pa kar naenkrat ustavno sporno. Glej ga zlomka, jaz ne vem, kaj se v tej ustavi v tem času toliko spremenilo. Mi bodo potem tiste kolegice, ki so bile glasne na to temo, obrazložile, se že veselim obrazlage z navedbo členov. Poglejmo zdaj malo okoli nas. Smo del Evropske unije. Katera članica države Evropske unije ima pravico, da državljani tretjih držav volijo na lokalnih volitvah? Madžarska. Tista Madžarska, za katero ste govorili ves čas, kako je avtokratska, kako tam vlada diktatura in vse ostalo. Danes vam je pa edini argument za ohranitev tega v zakonodaji ostala le ta Madžarska. Glejte, kako zelo vrtite vaše, bom rekel, vaše stališča. Enkrat je nekaj sprejemljivo, spet drugič ni sprejemljivo. Bodimo realni. Zakonodaja, še enkrat ustava in zakonodaja nam omogočajo, da to spremenimo. Napočil je čas, da se po zgledu ostale evropske družine znotraj Evropske unije odločimo tako, da bo ta zakonodaja namenjena temu, da lahko na lokalnih volitvah volijo državljani Evropske unije, ostali pa pač te možnosti nimajo. Glejte, v